Dejmo četrtek, prva tekma z Rosenborgom, tretji krog. Kaj lahko pričakujemo iz te tekme, kako se bomo podali v srečanje? Mislim, da lahko pričakujemo enega dobrega nasprotnika, renomiranega nasprotnika, ki ima ogromno izkušenj, najuspešnejši klub na Norveškem. Dolga leta je igral konstantno v Ligi prvakov, mogoče zadnja leta malo manj uspešen v tem pogledu, ampak velik klub, zelo organizirana ekipa, agresivna, ki si tudi želi igrati, daleč od tega stereotipa, ki smo ga mislili, da ga imajo neki preskok igre, dolge žoge, ampak igrajo moderen nogomet, imajo izkušenega trenerja, ki ima ogromno izkušenj tudi iz najvišjega nivoja, bil je selektor danske reprezentance, tako da sigurno pričakujemo pravega nasprotnika in potrebno bo odigrati pogumno predvsem, da se jim zoperstavi, odigrati po najboljših močeh oziroma poskušati igrati tudi z posestjo žoge, tako da tudi lahko mi neke probleme delamo njim in seveda biti strikten, biti agresiven, posebej v fazi obrambe, kako smo bili na Finskem, čim manj dovoliti nasprotniku in recept je enostaven. Nekaj priložnosti, ki si bodo ustvarili, moramo zadržati, mora biti vratar, ker je v zadnjem času na nivoju, da ohranimo nedotaknjeno mrežo in na drugi strani iskati tiste svoje priložnosti, ki sem prepričan, da bodo prišle in v njih biti pač kvaliteten, biti dober v zaključku in pač računati na najboljši možni izhodne. Kje preti največ nevarnosti na njihovi strani in kje smo lahko mi tisti, oziroma kje lahko mi presenetimo Rosenborg? Oni imajo kompaktno ekipo, ker se vidi, da so zelo organizirani. Sigurno je njihova največja moč v njihovemu centralnemu napadalcu Islamoviću, ki je tudi najboljši strelec, zelo močen, visok igralec. Redno zabija gole, tudi trenutno je v dobri formi. Imajo dva vingerja, ki sta zelo hitra, ki napadata v globino. In kot sem rekel, tudi ostal del ekipe je kompaktna sredina, dober razpored v igri, močni na žogi, želijo igrati, držijo tudi v pasu, so zelo dobri. Tako da sigurno je en dober izziv za našo ekipo, za naše fante. Na drugi strani pa mi, kot sem dejal, je potrebno upati se igrati, biti pogumen, moraš biti kvaliteten v pasu in kolikor bomo mi tle kvalitetni in znali žogo zadržati, verjamem, da bomo tudi skozi njihove linije prihajali do situacij, ki si jih želimo. Kje pa so slabosti Rosenborga? Letos smo na gre po načrtu v prvenstvu. Kaj je vprašanje? Rosenborga, kje so te slabosti? Ja, kje so slabosti Rosenborga? Slabosti Rosenborga? Mislim, slabosti Rosenborga so ekipa, ki tudi pušča prostor, ki je imeti prostor in ko gre v gor nek previsok pritisk, se ustvarja za to njihovo vezno linijo dovolj prostora, kajti njihova zadnja vrsta ne izhaja visoko gor. In če bomo tu pravim v tem iznosu izkoristili ta dober imeti prostor in da se v tej pas igri bili kvalitetni v podajah, lahko pridemo direktno nekako na njihovo polovico, na njihovo zadnjo vrsto v igro 4-4, 5-5 in tle se odpira več prostora in to poskušati izkoristiti. Koliko ste mogli kaj taktiko, recimo, zdaj ste bili dvakrat nosilci, ste mogli nekako vi igrati in imeti pobudo, kako zdaj ste bolj nazaj pomaknjeni, čakali na priložnost? Mi hočemo v prvi vrsti izkoristiti naše znanje, naše sposobnosti in poskušati igrati. In če skozi celo obdobje, celo prvenstvo in vse smo ekipa, ki hočemo igrati tudi iz iznosa do normalno v srednji coni, da prehajamo skozi igro do zaključkov, je zdaj težko ekipo pripraviti na to, da bi igrala čist drugače oziroma da bi se postavila v nek gard in samoobranila, tudi če je tak nasprotnik. Jaz mislim, da smo z rezultatom, da smo se uvrstili v tretji krog, že kar nekaj dosegli, da smo prišli na nasprotnika, ki je realno favorit, več izkušenj, večje uspehe v Evropi, ampak ne vidim razloga, da bi mi morali spreminjati neko igro.
bomo pa seveda bili v situaciji, ko bomo verjetno tudi malček trpeli oziroma bili nekako postavljeni v neki gard in se branili, ampak tudi to smo odigrali v prejšnjem krogu proti Honki, kjer smo imeli pozitiven rezultat in je bilo potrebno tudi to braniti in da smo jih poskušali držati stran od našega gola in tako da tudi to nam ni tuje, tudi na to smo pripravljeni. Gledam tudi Skandinavci so visoki, bo tudi prekinitev za nevarni? Ja, sigurno, oni imajo dva zadnja igralca, štoperja plus tega Islamoviča, ki so 1,90 m, še dva igralca dobrih 1,80 m, tako da tle bo sigurno tudi nevarnost z njihove strani, ampak na drugi strani imamo tudi mi, pravim, tudi igralce, ki so skoku dobri, tako da verjamem, tudi na to se bomo pripravili in da bomo tudi tle uspešni. A še igra faktor, recimo to, da oni so se iz sredi sezone, vi imate 6 tekem, je to mogoče zdaj še igra faktor, ta pri vas neuigranost mogoče manjša? Ne, jaz mislim, da tudi v teh tekmah, ki smo zdaj igrali, jaz vidim napredek in tudi rastemo, tudi zadnja tekma, ne glede na rotacije v prvenstvu, je bila zelo dobra z veliko dobrimi stvarmi, razen tistih zopet nekako vhod v tekmo prvih 15 minut, potem smo nekako mi tisti smo dominirali, imeli ogromno zaključkov, ogromno priložnosti. Mislim, da tu ne rada vloge, mi smo zdaj že v pripravah 2 meseca, odigrali smo že toliko tekem, tudi teh uradnih 4 evropske, že 2 prvenstveni. Na drugi strani tudi velik motiv, fantom, želja, ki ni to tekma, da jo igraš vsak teden, tako da tu ne vidim problemov, da ne bi bil v pravem ritmu. Drugi zapored, igrate proti nordijskemu, mislim, predstavnikom nordijskega nogometa, lahko potegnete kakšne spretnice med Honko in Rosenborgom, ali sta to različna svetova? Ne, lahko tudi potegnem sporednico, kot sem dejal že pred prvo tekmo s Honko, da je ekipa, ki teži igri, ni tipično, kar smo bili nek stereotip prenavajeni skandinavsko, mislim, da tega ni več, da je danes modern nogomet, da so danes trenerji prihajajo na vsa področja strokovnjaki, da spremljajo te trende in danes težijo dejansko vsi temu modernemu nogometu, kjer se točno ve, kaj se igra v zadnji tretjini, v srednji coni, v zadnji in tudi oni so, kako sem rekel, ekipa, kot je pa Honka, ki si želi igrati, ki hoče skozi igro priti na nasprotno polovico in prihaja do zaključkov, tako da ni nekih razlik med njimi. Kaj pa 6 uradnih tekem ste zdaj igrali, na vsaki ste zabili gol, nikoli to več kaj enega, lahko govorimo o pomanjkanju učinkovitosti ali ne? Lahko govorimo, glede na priložnosti, ki smo si jih ustvarili in katere smo imeli, lahko govorimo o neučinkovitosti, kajti imeli smo možnosti, da bi zadeli večkrat, ampak nismo, ampak to je proces, nova sezona, da nekateri igralci pridejo v formo, vemo, da pri napadalcih posebej, ko enkrat krene, potem lahko že vsako tekmo zabijaš, včasih rabiš kar nekaj tekem, da lahko sploh prideš neko pravo priložnost, ampak se pravim, pri nas je vsaj to neko zadovoljstvo, da prihajamo v priložnosti, da jih imamo in iz prekinitev in iz igre in da bodo tudi s tem prišli tudi zadetki. Pristop nekako še traja, ker se ozirate z kakšnim napadalcem ali prikazuje? Se oziramo, delamo na temu in verjamem, da bomo imeli še kakšno svežo okrepitev, svežo moč do konca prehodnega roka. A je že kaj konkretnega v igri? Ne, konkretnega ni, dokler se zadeva ne razreši, je brezpredmetno govoriti. Se pa dela na temu in pač želimo si in iščemo ili pa. Širok kader imate, mislim tako, glede na to, da ste tudi rotirali na prvenstveni tekmi, ampak kopičijo, da že zdaj je naporen urnik, se pa kopičijo tudi te za ostale tekme. A bo dosti širok? Vse je dosti prepoznam širok. Mislim, imamo kader, ki je tudi v tej tekmi pokazal veliko dobrih stvari, da se lahko na ene fante računa in jaz sem tudi iz tega prepričanja in zaupanja v njih jim dal tudi
minutažo oziroma priložnost, da igrajo, z nami trenirajo, odigrali so v pripravljalnih tekmah dobre tekme in tudi pripravljeni so za igranje. Tako da jaz verjamem, da bomo s temi rotacijami bili uspešni in da bodo ti fantje vračali to zaupanje in da bodo dajali to, kar se od njih pričakuje. Tako da zaenkrat nam je ta ritem niti ni toliko težek, kajti 2 tekmi smo v tem momentu preložili. Videli bomo, kdaj se bodo te tekme dejansko potem odigrale, tako da se bomo pač prilagodili tudi kasnejšemu, če bo bolj zgoščen, kot je pa trenutno. Pogled na lestvico ni lih prijeta, zaostanek je že kar dosti velik, a to kaj negativno vpliva na vzdušje v ekipi? Ne, mislim, da vzdušja ni negativnega. Prva tekma, ki je bila v Mariboru, nam je šla hitro pač v napačno smer in tako da smo jo že pustili za sabo. V tej drugi tekmi smo dejansko imeli malo rotacije tudi zaradi Evrope, ampak vsebina, kot sem rekel, posebej razen tistih prvih 15 minut je bila zelo dobra in drugi polčas smo si ustvarili ogromno priložnosti. Bili tudi na koncu z vztrajnostjo nagrajeni za 11 metrovko, žal jo nismo izkoristili, ampak so bile te pozitivne stvari. Potrebno bo nanizati pozitiven rezultat že v naslednji tekmi oziroma v naslednjih nekaj tekem in bomo hitro blizu zgornjega dela, kamor si želimo biti. Mogoče sam še to vprašal, igrišče v bistvu neko naravno in umetno nekaj, če sem prav prebral? Igrišče mislim, da je to, kar imajo v Stožicah in v Mariboru, v kombinacijah hibridnega z naravno travo, tako da mislim, da to v tem momentu najmodernejša podlaga, kar je lahko. A je velik minus, da v bistvu obe tekmi gostujete? Mislim, da ni minus. Mislim, da kar je minus, moraš pač analizirati in v bistvu gledati pozitivno in vseeno lahko iz tega izhajaš, da je ena tekma pri takem nasprotniku, kamor bo tudi kar nekaj gledalcev in ker bo tudi atmosfera mogoče malo bolj bučna, kar mora biti so igralcem tudi nek motiv, da igrajo. Na drugi strani greš pa igrati v Stožice, ki je pa naš največji, najlepši stadion in iz tega potegniti, da imaš tudi tam motiv odigrati tam tekmo proti njim. Verjamem, da bo tudi v drugi tekmi, da jih bomo prisilili z rezultatom prve tekme, da bo tudi kar nekaj gledalcev in da bo tudi iz tega vidika dodaten motiv igrati tam. Vam uspehi slovenske košarkarske reprezentance, ki pomagajo pri motivacijskih govorih, ampak kaj skupaj gledate? Mislim, da o tem še nismo govorili. Je pa sigurno lahko velik motiv, ker vem, da vsi igralci spremljajo in jaz tudi osebno sem velik ljubitelj košarke in tudi današnjo tekmo sem pogledal v celoti in čestitke res našim košarkarjem. Vsi si želimo, vsi smo prepričani, da lahko res osvojijo to zlato medaljo in z veseljem bomo spremljali. A je to pa še ena span, da zjutraj sem? Jaz mislim, da ja. Jaz mislim, ne naspan. Zopet bom rekel dve pozitivne stvari. Gledal si dobro tekmo, naši so odigrali vrhunsko in to ne bo pozitivno, da si prišel dobre volje in potem tako anuliraš tisti spanec, ki ti manjka.